Najin osnovni namen z gospodom kanclerjem danes je, da podpiševa koalicijsko pogodbo, to se pravi pogodbo med stranko, Slovensko demokratsko stranko in gospodom kanclerjem kot neodvisnim kandidatom, ki bo kandidiral na županskih volitvah na naši listi. Stranka je pripravila program dela za mesto Maribor že v januarju, to smo javnosti takrat tudi predstavili. Potem so stekli tudi razgovori z gospodom kanclerjem, ki je v tem programu prepoznal točke ali bi rekel razvojne momente, ki zanimajo tudi njega kot osebnost, kot arhitekta, kot znanega Mariborčana. Gospod kancler je kot poznavalec predvsem prostorske problematike razvoja mesta seveda v ta program vnesel nekaj svojih nijans, nekaj svojih poudarkov. Kot je predsednik mestnega odbora Slovenske demokratske stranke že povedal, našli smo skupni jezik. Torej, bistveno je ta začetek, da smo z SDS-om našli skupni jezik, da je SDS pristal na mojo neodvisno, nestrankarsko kandidaturo. Stranka, tako pomembna stranka, tako velika stranka, ki se odloči, da podpre neodvisnega, nestrankarskega kandidata, sigurno izkazuje neko širino, ki jo prav pri tovrstnih lokalnih volitvah ali pri volitvah v Mariboru še kako potrebujemo. Sodelovanje je uspešno, sodelovanje mora uspešno končati, to je pač naš cilj in naša želja.